Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Ponovno bomo izžrebali nekoga, ki je pravilno rešil križanko v Soboških novinah in si s tem prislužil lepo nagrado. Poglejmo, komu bo sreča naklonjena tokrat. Odgovor je pravilen, nagrajenec oziroma nagrajenka pa je Jolanda Zver, Mladinska 46 9000 Murska Sobota. Čestitke. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju in si oglejte oddajo Aktualno. Mi pa se vidimo naslednjič. Nasvidenje. Velika Polana je rojstna vas pisatelja Miška Kranjca. Ob 110. obletnici njegovega rojstva bodo zato letos pripravili vrsto dogodkov. So pa včeraj v osnovni šoli v Veliki Polani odprli novo, povsem opremljeno knjižnico za potrebe učencev in krajanov, ki omogoča različne prireditve. V okviru obeležitve kulturnega praznika odpiramo tudi prostore nove knjižnice, ki bo služila več namenom. Danes so skozi celi dan z različnimi dogodki, tako vrtčevski otroci, kot tudi otroci osnovne šole, prisustvovali in tudi sami so kreirali program, ki se je vsak uro spreminjal in tako nekako začutili ta novi utrip te knjižnice oziroma prostorov. Prav tako pa tudi že nekako se naužili prvih kulturnih vsebin, ki so bile en del rezultat njihovega lastnega dela, drugo je pa tudi bilo vezano na pravljičarko in pevko. In upam si, da bo tudi tako pestro dogajanje v tej knjižnici oziroma v teh prostorih tudi v bodoče. Te prostore smo nekako, prva faza je bila gradbena ureditev teh prostorov, ki smo jih zagotovili z energetsko sanacijo same osnovne šole. In v okviru tega smo pridobili teh cirka 300 kvadratov, kjer smo že v začetku pristopili tako, da je omogočen vhod tako iz same šole, kot tudi vhod neposredno iz parkirišča, zavedajoč se, da pač občani ni smiselno, da v popoldanskem času oziroma v koristnih hodi skozi šolo. Ta prva faza je vključevala, kot sem že omenil, gradbena dela, elektroenergetska dela in ureditev vseh stropov, elektrikacijo in vse, kar je bilo potrebno. Druga faza, ki smo jo začeli lansko leto, je pa bila vezana na nekako finalno ureditev teh prostorov, to pomeni položitev ustreznih podov, kot tudi opremljanje z knjižnimi policami, z kotičkom za najmlajše in z vso potrebno infrastrukturo, ki je v takem prostoru potrebna. To pomeni računalniška oprema, knjižni pult oziroma sprejemni pult, garderobe, tako da sem danes vesel, da s tem dejanjem nekako odpiramo te prostore, ki bodo zdaj v prvi fazi zagotavljali izključno delovanje osnovnošolske knjižnice. V čim možnem krajšem času pa bomo zagotovili še odprtje tudi splošnega dela knjižnice. Gre za vsebinsko dve ločeni knjižnici, ki pa sta prostorsko v enem prostoru. Ta prostor pa nudi tudi možnost izvedbe različnih kulturnih dogodkov, kot tudi dejavnosti za naše najmlajše, zato je tudi kotiček, ki so ga opremili in tudi uredili vzgojiteljice in pomočnice z vrtca osnovne šole Miško Kranjec. In ta prostor je tudi namenjen tako brskanju po internetu, imamo tudi nekaj računalnikov za prosti dostop do interneta in si želimo, da vse generacije naše občine najdejo v teh prostorih čim več novega znanja in tudi kulturnih dogodkov. 8. februar je slovenski kulturni praznik, imenujemo ga tudi Prešernov dan. Tudi Miško Kranjec je bil povezan s Francetom Prešernom. Poleg tega, da je bil tudi slovenski književnik, je bil glavni urednik Prešernove družbe leta 1959, dobil pa je kar 3 Prešernove nagrade. In sicer za delo Mesec je doma na Bladovici, za roman Mladost v Močvirju in leta 1976 za življenjsko delo na literarnem področju. In letos poteka 110 let od rojstva našega rojaka, pisatelja Miška Kranjca, in je prav, da na ta Prešernov dan, kulturni praznik, predstavimo program obeležitev, ki ga je občina Velika Polana pripravila skupaj s svojimi partnerji. Župan. Hvala.
Občina Velika Polana je skrbno nekako skrbi za Krajnčevo dediščino na področju naše občine. Domačija Miška Kranjca je po našem mnenju vzgledno urejena in nudi izvajanje različnih dejavnosti. Pristopili smo tudi k prvi fazi obnovi Krajnčevih goric, Krajnčevega vinograda, predvsem zaradi tega, ker nam ni vseeno. Ni nam vseeno za njegovo dediščino in ni nam vseeno, da imam občutek, da se Kranjec nekako izgublja iz slovenske literature. Vsaj moj osebni pogled na to je tak. Zato smo lansko leto skupaj s partnerskimi organizacijami, Društvom slovenskih pisateljev, Osnovno šolo Miška Kranjca, Kulturnim društvom Miško Kranjec, Društvom Štrk Slovenija, Javnim skladom za kulturne dejavnosti in drugimi začeli snovati celovit program obeležitev, ne zgolj kot nek enodnevni dogodek, ampak več dogodkov, ki bi se skozi celotno leto dogajali, na nek način spominjali na velik pomen, ki ga je slovenski literaturi, književnosti dal Miško Kranjec in ga tudi na nek način tudi predstavili njegovo življenjsko pot in njegova dela. Sam prvi dogodek je otvoritev te knjižnice, kjer bodo skozi leto potekali tudi različni dogodki kot filmsko-literarni večeri skupaj z Društvom slovenskim pisateljem. En del teh dogodkov se bo odvijal tule v knjižnici, en del pa na sami domačiji Miška Kranjca in ta del koordiniramo z Društvom slovenskih pisateljev. Ta teden oziroma prejšnji teden je izšel tudi že razpis, ki ga je objavil Javni sklad za kulturne dejavnosti izpostava Lendava, vezano na literarne vsebine za tako osnovnošolske otroke, kot tudi za odrasle in tudi za kulturna društva. In upam, da bo odziv na tale natečaj čim večji in da bo mogoče nastal tudi kak novi Miško. Osebno se zelo veselim raznih dogodkov, ki bodo bolj družabno popestrili tole obeleževanje in so vezani eni na pohod po Miškovi poti oziroma pohod Pückov, da so šli na gostovanje v Gorice, kar je Miško Kranjec zelo lepo opisoval, v strici so mi povedali. Letos bo pohod potekal iz Lendave na samo domačijo Miška Kranjca in sicer meseca oktobra oziroma novembra, kar bomo še naknadno dogovorili glede tudi na vse ostale obeležitve. Miškov pohod bomo tudi nekako obogatili z določenimi tudi kulturnimi vsebinami, tako da bo dogajanje bolj pestro. Sočasno bo pa potekala tudi v mesecu septembru tudi trgatev v Miškovih Goricah, ki jih je občina, kot sem že prej omenil, obnovila in kjer tudi imamo že uživamo že prve sadove teh goric, to je Miškovo rdeče in belo vino in tudi odziv na lansko letno prvo trgatev je bil zelo velik, tako da vidimo, da sem prepričan tudi, da bo tudi letos tako. Sama ta vina bomo ponudili skozi različne dogodke, na eni strani, da tudi nekako populariziramo to, da je obdelovanje vinograda ne samo pridelava vina, ampak je tudi na nek način vzdrževanje kulturne krajine, ki nažalost tudi v Lendavskih Goricah skozi opuščanje predelave izginja. In glede to, da je Miško bil velik ljubitelj tako goric, kot tudi vina, tudi na ta način nekako vzdržujemo to tradicijo. Poletni mesec bo poletno obarvan z počitniško šolo, ki se izvaja v okviru Pomurskega poletnega festivala in tam bo tisti teden tudi namenjen obeležitvi Miška Kranjca skozi različne kulturne vsebine in tudi dogajanje na sami domačiji Miška Kranjca, kjer bo delovala poletna počitniška šola. Vzporedne aktivnosti so vezane na to, da bomo kot že ob 100-letnici izdali tudi ob 110-letnici tako spominsko znamko, kot tudi spominsko razglednico, z željo, da tudi v tem času e-dobe kdo poseže po tem klasični razglednici, če drugo ne v zbirateljske namene, in se bo tudi uporabljalo kot ene vrste povabilo na različne naše dogodke. Osebno se pa najbolj veselim in največji pomen dajem dvema dogodkoma, ki bosta nekako združena za vikend v septembru. To je simpozij in slavnostna akademija. V okviru simpozija bomo na nek način predstavili življenje in delo Miška Kranjca.
Vodil ga bo podpredsednik Društva slovenskih pisateljev Duško Šarotar. Na njem pa bodo sodelovali tako oba sinova, kot tudi predstavniki književnosti, predvsem željo, da nekako ponovno pretehtamo prispevek Miška Kranjca slovenske književnosti. Prispevki se bodo tudi zbrali in izdali v okviru zbornika. Posebej se pa verim, da bo tudi v okviru tega dogodka izdano še neobjavljeno knjižno delo. Od obeh sinovov smo kot občina dobili v roke še neobjavljeno Kranjčevo delo. Delo je zdaj v urednikovanju, to pomeni v pregledu, in se vse pripravlja, da se bo delo izdalo. Nažalost, vsebine dela jaz zaenkrat ne poznam. Prepričan sem pa, da bo to delo zdaj po tem, da je bilo kar en lep čas nekje odloženo, bo na nek način prispevalo k temu, da se bo ponovno tudi dal še nek novi prispevek že zelo bogatemu Kranjčevemu literarnemu opusu. Tako da ta del bo z tudi akademijo, ki bo kasneje sledila na same domačije Miška Kranjca, za mene osebno nekako najbolj pomemben del tega celoletnega dogajanja. Že sedaj, ko smo napovedali in usklajevali te različne dogodke z različnimi našimi partnerji, ki sodelujejo v okviru organizacijskega odbora, je prišlo že kar vrsto novih idej. Ena izmed takih je bila tudi ideja turističnega pomladka osnovne šole Miško Kranjec z Velika Polara, ki je v okviru raziskovalne naloge pripravila raziskovalno nalogo pod Miškom in Klobukom in bo predstavljena tako na festivalu Turizmu pomaga lastna glava, kot ene vrste kulturni turistični produkt, ki ga bomo tudi z veseljem kasneje dejansko držali pri življenju ob obisku Miška Kranjca. Sam dogodek bo pa tudi v mesecu septembru. In kot tudi turistični krožek, tudi ostale iniciative, ki bodo prišle v tokom leta, bomo z veseljem tudi vključevali v celoviti program obeleževanja in upamo, da bo res to leto Miškovo obarvano. Pri vseh aktivnosti z občino sodelujejo Društvo slovenskih pisateljev, Osnovna šola Miška Kranjca, Kulturno društvo Miška Kranjca in Društvo Štrk Slovenija, vsi iz Velike Polane, pa tudi Javni sklad za kulturne dejavnosti in drugi.